Spoštovani gostje, dragi rojaki, pričenjamo z današnjim dvoličnim popoldanskim programom 57. obletnice Društva Slovenska vas in 54. slovenskega dne. Prihiteli smo v to, našo drago slovensko vas, da se skupaj poveselimo, se srečamo z znanci in prijatelji, naužijemo lepih slovenskih običajev in si tudi postavimo kakšno vprašanje o smislu in cilju naše slovenske skupnosti v Argentini. Zato bodite iz srca dobrodošli v dvorani Hladnikovega doma ob priliki tega slavja. Na prvem mestu pozdravljamo med nami veleposlanika Republike Slovenije, profesorja Avguština Vivoda in gospo. Enako predsednico naše krovne organizacije Zedinjene Slovenije, Alenko Jenko Godec. Pozdravljamo vse predsednike in odbornike naših slovenskih krajevnih domov. Za Društvo Slovenska vas, gospod Vinko Glinšek in gospa, za Društvo Slovenska pristava, Andrej Golob in gospa, naš dom San Justo, gospod Toni Oblak in gospa, Slomškov dom Ramos Mejía, gospod Marko Selan in gospa, Slovenski dom Karapačaj, gospod Franci Korošec in gospa, Slovenski dom San Martin, gospod Tone Podržaj in gospa. Pozdravljamo predsednike in zastopnike kulturnih, gospodarskih, političnih, mladinskih, borčevskih in dobrodelnih ustanov in organizacij, družbenih občil ter vse učiteljice, učitelje in profesorje družine slovenskih šol v Argentini. Pozdravljamo delegata slovenskih dušnih pastirjev v Argentini, prelata dr. Jureta Rodeta in vse naše dušne pastirje in katehete. In končno vas vse, ki ste iz raznih krajev, ne le velikega Buenos Airesa, temveč cele Argentine, prihiteli na današnje slavje. Bodite vsi in vsak posebej prav iz srca dobrodošli. Ob priliki 57. obletnice Društva Slovenska vas nam bo spregovoril predsednik društva, gospod Vinko Glinšek. Spet smo se zbrali, da skupaj obnovimo našo slovensko zavest. Slovenski dan je trenutek, ko se v krajevni obletnici spominjamo tudi svoje pripadnosti narodu, iz katerega izhajamo in kamor še danes na različne načine spadamo. Pred več kot 60 leti so naši predniki ob prihodu v to deželo dali življenje tej naši slovenski skupnosti, zato, da si v njej omogočijo nadaljnje bivanje v svobodi. Potem, ko jim je to v rodnem kraju bilo krivično onemogočeno. V tej skupnosti skušamo ohranjati splošne človeške vrednote, pa tudi tiste, ki so bile značilne za slovenski svet pod Triglavom. Te vrednote nosimo s seboj in v sebi vsak dan, čeprav se tega včasih ne zavedamo. Na zunaj se jih pa posebej spominjamo ob vsakoletnem slovenskem dnevu, ko si prikličemo na dan vse tisto, kar nas dela različne od okolja, ki nas obdaja. Letos smo se zbrali pod geslom Zdrava vodi moja lepa domovina. Ta vers iz naše lepe pesmi, ki je stara več kot pol stoletja, danes tukaj lahko razumemo na različne načine.
kakršna je pač naša navezanost na izvorno domovino Slovenije. Od tam in tukaj rojenih, vseh pa v Argentini živečih, lahko slišimo različne življenjske zgodbe in razpoloženje. Vsi se pa zavedamo, da smo vključeni v isto narodno skupnost, ki se na tem planetu imenuje slovenska. To nas pa zavezuje k zvestobi in nadaljnjem delu na poti, ki so nam jo začrtali predniki. Tudi v okviru obletnice društva so za današnji prvi nastop poskrbeli otroci krajevne slovenske šole Friderika Ireneja Barage, ki bodo s folklornim plesom otvorili akademijo. Čakajo vas večne vse, tebe strašno jih srbi. Prvi par se že vrti, drugi glasno se smeji. Tretji bliska na vzglas, sliši najda vas. Počas staro mamo, k čaši vinca pripeljal. Vse kot tičvo mlado, je prizrčno još temal. Zdaj jo vas tam vidi, mladého pasuje ga, vredno je živeti, z njimi se raduje ga.
glasno se smeni, piki bliska na vzglas, sliši naj ga vas. Počas staro mamo, čaši vinca pripeljal, saj kot tičvo mlado, je prisrčno još te mal. Zdaj on pa sta vliki, mlade opazuje da, pridno je živeti, z njimi se raduje da. Poleg obletnice krajevnega društva praznujemo danes tudi 54. slovenski dan. To je sicer osrednje praznovanje naše slovenske skupnosti v Argentini. Zato prosimo predsednico našega osrednjega društva Zedinjena Slovenija, gospo Alenko Jenko-Godec, naj se približa k mikrofonu in pozdravi vse navzoče ter nam poda svoje misli ob priliki tega praznovanja. Spoštovani gostje, dragi rojaki, bodite prisrčno pozdravljeni. Življenje in delovanje naše skupnosti je zelo podobno razvoju teh slovenskih dni. Že pred 54 leti smo se tedaj na Belo nedeljo prvič zbrali na ta naš skupni praznik. Leta 1974, točno 35 let je tega, se je slovenski dan prvič selil in pričel krožno pot po naših središčih. Pred 15 leti je to naše praznovanje zapustilo tradicionalno Belo nedeljo in začelo sovpadati z obletnicami naših domov. Letnice prehajajo in padajo v pozabo, a skupnost povezana v istih ciljih ostaja in se še krepi. Danes ob škofu Slomšku, ob 10-letnici njegove beatifikacije in ko proslavljamo 150 let prenosa škofijskega sedeža v Maribor, se zavežimo, da bomo še naprej ohranjali vse, kar je bistvenega za naš obstoj. Materin jezik, sveto vero in naše demokratično prepričanje. Predvsem pa ohranimo to povezavo vseh naših domov in organizacij v močno, solidarno skupnost, ki bo zvesta svojim ideološkim izročilom zavzeto stopala novim izzivom naproti. Blaženi Anton Martin Slomšek naj nam pri tem pomaga. Bog vas živi. V imenu Veleposlaništva Republike Slovenije v Argentini bo vse navzoče pozdravil gospod profesor Agustín Vigo. Spoštovani, prav lepo pozdravljeni v imenu Republike Slovenije ob lepih praznikih, lepih obletnicah in prav vesel sem, da tudi lahko v imenu, oprostite, tudi organizatorjev danes pozdravljam gospoda Juana Banka, predsednika Slovenskega društva v Bernalu in mendoške fante, ki so prišli na obisk in bodo gotovo sodelovali. Včeraj sem prišel iz province Chaco, kjer sem bil 4 dni. Bil sem sicer povabljen formalno in uradno od strani guvernerja, tam smo imeli tudi uradne stike, razgovore. Predvsem sem pa obiskal 4 mesta, Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña, Villa Ángela in Las Breñas. Tam obiskal prav tako 4 slovenske skupine ljudi
In danes, ko smo videli tole simpatično in dinamično predstavo folklore mladih in osnovnošolskih otrok, se mi kar milo stori, kako bi to naši sonarodnjaki v Čaku radi videli. Zato prav posebno pozdravljam vse te iniciative, ki se vršijo v nekem smislu medsebojnega oplajanja in daje tudi smisel temu slovenskemu dnevu. Med seboj si dajemo pomagati, se obiskujmo, se med seboj pomagajmo, da si lahko eden drugemu krepimo slovensko zavest, Republiki Sloveniji, narodu pa krepimo nacionalno identiteto. To naj bo moje voščilo, to naj bo moja želja in še na mnoga leta. Slavnostni govor današnjega dne nam bo podal licencijat Franci Margeš. Prosimo ga, naj deli z nami svoje misli. Zdrava bodi moja lepa domovina. S to pesmijo so naši domobranci korakali po naši lepi slovenski zemlji. S to pesmijo so šli zanjo v boj, da jo branijo in obranijo brezbožne ideologije. S to pesmijo so šli tudi v smrt. S tem so nam dali zgled, kaj nam mora pomeniti domovina. Kaj je domovina? Če vzamemo to besedo v prvotnem pomenu, je to dežela, v kateri smo se rodili, kjer je naš dom, kjer smo doma. V njej smo začeli dojemati svet, ki nas obdaja, videli prve obraze, občutili ljubezen staršev in sorodnikov, ogledovali si pokrajino okoli sebe, ki se je zavedno vtisnila v nas spomin in srce. Slišali in poslušali smo materin jezik, v njem spregovorili naše prve besede, v njem poimenovali vse, kar smo videli in zaznali in si tako v materinem jeziku zamišljali in predstavljali svet. Ko smo rasli, smo navezovali stike z okoljem, sledili dogajanjem in razumevali razmere. Prepoznavali smo ljudi in kraje. Vse to je oblikovalo in pogojilo naša čustva, naš razum in naš značaj. S tem nam je domovina dala svoj pečat. Pečat, ki se že prenaša iz roda v rod in nas zaznamuje preko naših prednikov. Ker je ta povezava z rodno zemljo tako edinstvena in globoka, smo na domovino navezani. Jo čutimo, da je naša in da nam pripada. Uživamo in cenimo njeno lepoto, jo spoštujemo in imamo radi. V domovini se počutimo in smo doma. V njej smo na svojem, nam primernem kraju. S pisateljem lahko vzkliknimo: o domovina, ti edina. Hočemo si jo ohraniti, delamo in se trudimo za njeno dobro in če je treba, smo za njeno svobodo pripravljeni žrtvovati tudi življenje. Saj si ga v nesvobodi ali zunaj njenih meja težko predstavljamo. Zdrava bodi moja lepa domovina. Toda med nas je treščilo, kot je zapisal pesnik, in nas je razpršilo po vsem svetu. Morali smo domovino zapustiti, da smo si ohranili življenje. Prva leta smo bili begunci, brezpravne osebe, odvisni od drugih, brezdomci, torej brez doma in brez domovine. Potem nas je pot pripeljala v drug in drugačen svet, v tujo in nepoznano deželo, ki nas je dobrovoljno sprejela. Nismo bili več begunci, neodvisni od drugih, zgradili smo si svoje domove, zaživeli normalno življenje, a bili smo brez domovine.
Pogrešali smo domovino, čutili potrebo po njej, zato smo si jo začeli po malem ustvarjati. V duhu čim bolj podobno tisti, ki smo jo poznali in jo doživljali, predno smo jo zapustili. Te in take domovine pa na naši zemlji ni bilo več. Brezbožna ideologija jo je s prevarom in z ognjem in mečem izmaličila. Koče, mesta, trate in steze, holmi, skale večnega snega in vsa njena lepota, to je ostalo. A duh, ki jo je prepajal in oblikoval, je bil uničen, poteptan in potisnjen v katakombe pod zemljo. Istočasno z oživljanjem v nove razmere je potekalo tudi obnavljanje nepozabljene in nepozabljive domovine. Zbirali smo se, kadar in kjer se je le dalo, molili in peli v domačem jeziku, obujali naše šege in navade. Nastajala so društva in organizacije, verske ustanove, pevski zbori, igralske družine, izhajali so časopisi in brošure, tiskale so se knjige. Kulturno življenje se je neverjetno razcvetelo, dolga leta smo imeli tudi lastno bogoslovje in zavoda. Daljava ni zavirala zagona, ki smo ga prinesli seboj, še pospeševala ga je. Prvi rod otrok se je naučil novega jezika šele, ko je šel v šolo. V krajih, kjer smo bili bolj nagosto naseljeni, so nastajali skupni krajevni domovi. Imamo celo slovensko vas. V teh domovih iščemo in najdemo tako pogrešano domačnost in družbo svojih ljudi. Poskrbeli smo, da so se naši otroci učili slovenščino in poznavali Slovenijo, ki so jo zapustili oni ali njihovi predniki. Spomin na zapuščeni dom, domotočje in odgovornost do potomcev je bila gonilna sila, da smo ohranjali vero, jezik, narodne vrednote in kulturo, da bomo vse to lahko posredovali našim otrokom in jih pripravili na dan, ko se bomo končno vrnili domov. A leta so tekla in še tečejo. Domovina se je po desetletjih le otresla zasužnjajoče ideologije in se počasi izvija iz uničujočih posledic, ki jih je ta ideologija pustila. Pristni duh domovine, seveda preoblikovan in prilagojen sedanjim časom, se zopet pojavlja. Pot za vrnitev se je po pol stoletja odprla. A toliko let bivanja v deželi, ki nas je lepo sprejela, nikoli izločevala in nam nudi vse potrebno za življenje, nas je tudi zaznamovalo. Spoznavali smo jo, se je navajali, sprejeli njene različnosti in se čutimo tudi na njo navezane. Vključevanje v tukajšnjo družbeno in kulturno življenje, študij in delo, interesi otrok, prijateljstva, sorodniki domačini, navajanje na razsežnost in raznolikost je to navezanost še poglobilo. Rojeval se je drugi, sedaj že tretji rod. Vplivi okolja so vedno močnejši. To, kar sedaj otrok opaža in dojema, je dokaj drugačno kot pri njihovih prednikih. Šola, prijatelji, okolje, sploh družba, v kateri rastejo, jih tudi oblikuje drugače kot njihove sovrstnike v Sloveniji. Četudi radi prepletanja svetovnih vplivov, posamezne značilnosti izgubljajo svojo posebnost. Tega razvoja se ne da ustaviti in tudi ne bi bilo pametno dosledno ga zavirati. Vendar nočemo odnehati, pregloboko je zakorenjeno v nas, da ne bi še naprej posredovali našim potomcem podedovane vrednote vere, kulture in miselnosti. Če bi to opustili, bi oškodovali nje in sebe. Znak te potrebe so naše šole, ki jih obiskuje že tretji rod in je še vedno za večino slovenščina učni jezik. Otroci, ki je več ne razumejo,
se pa v njih prizadevajo, da bi si jo pridobili. V teh šolah naši potomci tudi spoznavajo zgodovino in kulture domovine svojih prednikov in to poznanje jim jo približuje in se vanjo vključujejo. Tudi že več kot polstoletno klubovanje naših domov in organizacij tujim vplivom so potrdilo naše potrebe po domovini in naše povezanosti z njo. Močan je duh domovine, da se še daleč od nje pretaka iz roda v rod in bogati tudi tiste, ki jo nikoli niso videli in ne razumejo več njene govorice in ne poznajo njenih stremljenj. Daljava, čas in tokovi razvoja so vrezali globoke spremembe. Daljna, pristna domovina to razume in ni ljubosumna. Sprejema kot svoje tudi po svetu razkropljene otroke, ki jim je okolje, v katerem živijo, vtisnilo svoje značilnosti in se razvijajo v vsebe drugače razsežnosti, ki imajo drugo domovino, ki jo spoštujejo in ljubijo. A ohranjajo v sebi spomin na svoj rod, se zavedajo svojega izvora in svojih korenin in čeprav daljno in oddaljeno jo priznavajo za svojo duhovno domovino. Naloga nas vseh je, da to priznavanje v njih gojimo, da se bo še naprej prenašalo iz roda v rod. Zdrava bodi moja lepa domovina, ki se v naših potomcih morda drugače oblikuješ, a ohranjaš v njih svoje bistvene vrednote in lastnosti. Zato te tudi priznavajo in so nate navezani. In če jih pot zanese na tvoja tla s ponosom in zanosom zapojejo, zdrava bodi moja lepa duhovna domovina. Hvala lepa. Slovenski narod je narod, ki rad poje in pleše. Glasbeno delovanje bistveno spada k njegovemu duhu. Zato si bomo danes ogledali razne slovenske krajevne plese in prisluhnili slovenskemu petju, za katere so preskrbeli organizacije slovenskih domov v Buenos Airesu in Mendozi. Pričeli bomo sicer z gorenjskim plesom. Gorenjska je gorata, alpska pokrajina ob zgornjem delu reke Save v Sloveniji, severno in severozahodno od Ljubljane, med razvodnico Sočo na zahodu, razvodnico Zdravo na severu, razvodnico Savinjo na vzhodu, Posavskim hribovjem ter Ljubljano na jugu. Obsega pogorja Karavank, zahodno, kamniško stran Kamniško-Savinjskih Alp ter vzhodni del Julijskih Alp. Jedro Gorenjske je 300 do 500 metrov visoka Ljubljanska kotlina, ki sega od Ljubljane do Žirovnice in Bleda. Pokrajina sodi med gospodarsko najbolj razvite predele Slovenije z močno in raznovrstno industrijo, obrtjem in turizmom, tako poletnim kot zimskim. V kmetijstvu izstopa živinoreja in poleg nje izkoriščanje gozdov. Večja mesta so Kranj, Jesenice, Tržič, Škofja Loka, Kamnik, Domžale in Medvode. Vsi vrhov na Gorenjskem odsevajo v prekrasnih jezerih, kot Bled in Bohinj, kjer kmetje sušijo seno v kozolcih, kjer skakalci iz planinske velikanke letijo s pticami, ker je doma ansambel Avsenik. Velika večina Slovencev skoraj istočasno, ko pomisli na Gorenjsko, pomisli tudi na Triglav. Za nas mistično goro s trojno glavo. Z 2800
864 metrov nadmorske višine in edinstveno lego ima za Slovence tudi velik simbolni in zato tudi združevalni pomen. Imamo ga tudi v grbu slovenske države. Folklorni skupini Slovenskega doma San Martin pod vodstvom Anice Senovršnik in Hladnikovega doma pod vodstvom Bogota Rozine nam bosta torej zaplesali gorenski ples. Sledimo nastopu.
petje je lepa slovenska navada. Poleg pevskih zborov spadajo slovenskemu glasbenemu premoženju tudi manjše vokalne skupine, predvsem moški okteti. Ob priliki današnjega slavja prejmimo z veseljem obisk mendoškega moškega okteta pod vodstvom Diega Bosquet, ki nam bo zapel sledeče skladbe. Tam, kjer pisana so polja, teče mi vodica in na Vipavskem. Prisluhnimo na nastopu. Smo mi z nami v senci.
Jesteś domu? Hey,
kaj pastorišče vode tam kaj blizu ni, če vode tam kaj blizu ni, veseli se, saj živ si že, edino važno je, veseli se, saj živ si že, življenje je le, edino važno je. Kaj narediš, kaj pomisli, kaj narediš, če ljubica te zapusti, kaj pastoriš, če druge žene zateni, kaj narediš, če stana rože umori, kaj pastoriš, če zdaj mi gredi zateni, kaj narediš, če srčece tak bijeti, kaj pastoriš, če bliži tekli si želi, kaj narediš, če deča tebi se smeji, kaj pastoriš, če pravi, zdaj smo trijemi, veseli se, saj živ si že, življenje le, edino važno je, veseli se, saj živ si že, življenje je le, edino važno je. Dolenjska je dežela cvička, suhorobarstva, zelenega jurja in termalnih vrelcev. Po njej teče najtoplejša slovenska reka Kolpa. Je polna dolin in gričev, na katerih uspeva trta in na katerih najdemo zidanice. V zadnjem času jo pogosto opisujemo tudi kot jugovzhodna Slovenija. Ljubljanske kotline do hrvaške meje. Na severu jo od Štajerske ločuje reka Sava. Na jugu od Hrvaške reka Donava. Na zahodu se končuje nekje na Bloški planoti, kjer se začenja Notranjska. Najjužnejši del Dolenjske z največjim mestom Črnomelj se imenuje Bela krajina. Onstran Kolpe kulturno središče Dolenjske je Novo mesto. Večji kraji pa so še Kočevje, Grosuplje, Krško, Trebnje, Semič in Metlika. Dolenjska je pokrajina z največ gradovi na slovenskem prostoru, kateri krasijo bregove in liče v obliki Krke. Ti sončno naročje dolin in goric. Našega doma San Justo pod vodstvom profesorice Midija Mehle-Javoršek nam je za današnjo slavje pripravila dolenjski ples. Uživajmo torej skupaj z njimi. Abraham na sever si
Kjer so trije Slovenci, tam je pevski zbor, pravi pregovor. Slovenska pesem vedno navdušuje, poživlja in čudovito okrasi verska, socialna, kulturna in zabavna združenja. Iz majhnega koščka slovenskega ozemlja je slovenska pesem znala prekoračiti meje in segati v razne kote celega sveta. Tudi za Slovence v Argentini je bila slovenska pesem, bodisi tradicionalna ali pa tudi moderna, pomembna sestavina za ohranjevanje slovenske kulture na tujem. Skupina Slomškovega doma iz Ramos Mejije pod vodstvom Marte Selan nam je za danes pripravila nastop slovenskega petja. Zapeli nam bodo pesmi Šenturbanova in Rdeča roža. Pozorno prisluhnimo nastopu. je Alpska dolina v severovzhodni Italiji. Njeno področje predstavlja tudi istoimensko občino v Videmski pokrajini, italijanska dežela Furlanija, Julijska krajina.
na slovenski občini Kobarid in Bovec. Po podatkih iz leta 2008 ima Rezija 1240 prebivalcev. Dolina obsega površino 119 kvadratnih kilometrov. Rezijani predstavljajo slovenske prebivalce doline, ki so zaradi geografske lege doline razvili značilno rezijansko narečje in kulturo. Zaradi gospodarskih razmer se prebivalstvo Rezije sooča z izseljevanjem in posledično nizko rodnostjo, kar vse po drugi strani vpliva na ožanje kroga ljudi, ki uporabljajo rezijanski dialekt, rezijanščino. Rezijani plešejo popolnoma drugače kot drugi Slovenci. O izvoru rezijanskega plesnega izročila za zdaj še ni mogoče ničesar določenega reči. Še najbolj je podoben mediteranskemu in to predvsem po svoji obliki in zgradbi. Za današnji program so člani folklorne skupine iz Pristave pripravili rezijanko. Pozorno sledimo tej zanimivosti.
današnjega slavja se v imenu Zedinjene Slovenije in medorganizacijskega sveta iskreno zahvaljujemo vsem, ki so pripomogli k izvedbi današnjega dne. Najprej gostiteljem, Hladnikovemu domu, v katerem je slovesnost potekala v dobrem vzdušju. Še posebno se zahvaljujemo vsem nastopajočim in voditeljem skupin. Slovenski šoli Friderika Ireneja Barage, za kateri nastop sta preskrbela Helena in Boris Cerar, folklorni skupini Slovenske vasi pod vodstvom Bogota Rozine, folklorna skupina Slovenske pristave pod vodstvom Marcela Karte, Marti Selan, otroška folklorna skupina našega doma pod vodstvom profesorice Midja Mehlej Javoršek ter pomočnicam Berni Juhan in Lučka Groznik, Ani Senovršnik in Diega Bosket. Lepo se zahvaljujemo tudi kuharicam, pekačem in natakarjem, da so nam tako lepo postregli pri kosilu. Najlepša hvala tudi graditeljem odra in scene, vsem, ki so pripomogli k izdeljavi kulturnega programa, tehničnim sodelavcem, ki so preskrbeli za razsvetljavo in zvok, in vsem zakulisnim delavcem, vidnim in nevidnim pomagačem. Nešteto jih je. Vsakemu posebej in vsem skupaj kličemo Bog vam povrni. Za zaključek današnje akademije bomo še vsi skupaj zapeli pesem Slovenija v svetu. Povabimo vas, da po zaključku programa ne odidete. Ostanite še v prijateljski družbi, pri klepetu ob postreženi mizi. Člani in sodelavci slovenskih domov so nam pripravili kar nekaj okusnih dobrot. Skupina EQE pa bo poskrbela, da se bomo ob zvokih glasbe lahko veselo zavrteli. Vsem navzočim najlepša hvala in nasvidenje prihodnje leto.